Zelo vprašanje časa je bilo, kdaj bo tudi Škoda naredila mali križanec. Volkswagen in Seat že imata svoja, Škoda pa pravi, da je njihov Kamiq najbolj prostoren. Kot vedno se ime spet začne na K in konča na Q, kar je zdaj že kar nekakšen zaščitni znak za Škodine privzdignjene modele. Ja, Kodiaq in Karoq sta oba zelo uspešna, sploh Kodiaq, tako da bo imel Kamiq kar težko delo, bo kar caplal za obema, da bi dosegel podoben uspeh. Pa ne bo imel večjih težav, kot vidim na teli prvi vožnji. Tokrat so nas peljali v Francijo do slovitega Štrasbura in na tele lepe cestice v Alzaciji. Čehi so ponosni na to, da se Kamiq zelo prijetno pelje in ne morem verjeti, res se. Ne deluje napeto ali težaško, ampak lahkotno. Ne bom rekel igrivo, čeprav nima nobenih težav z ovinki tukaj. Vseeno bi moral biti za boljši občutek volan še majčkeno bolj obtežen, ampak to so tako nepomembne malenkosti, da jih sploh nima smisla omenjati, ker tudi tipični kupec Škode išče vse druge kvalitete. Za začetek je dokaj zanimiva oblika. Na hitro izgleda celo kot kakšen majhen karavan. Ko pridete bližje, pa vidite, da je tole rahlo privzdignen malček. Skoraj 4 cm je od tal više od skale, na kateri je narejen, ker vsi ti modeli zdaj uporabljajo platformo NQB A0. To pomeni tudi, da nimajo 4-kolesnega pogona. 4,24 metra je dolg, kar je celo slaba 2 cm več kot stari Yeti, čeprav tole ni prava zamenjava zanj, to logo je zdaj prevzel Karoq. Res, da vozim Kamiq z najbogatejšim paketom opreme, ampak je fino, da lahko pokažem, kaj vse ima lahko Kamiq. Recimo tale velik 10,25 palčni zaslon za merilnike. Ima tudi različne teme, da si tako lepo izberete, kaj rabite. Tudi tale zaslon je zelo lepo odziven, zdaj ima malo drugačno razporeditev menijev, kot smo bili navajeni. Sploh klima se v osnovi nastavlja tukaj, bolj natančno pa potem tukaj na zaslonu. Pa Škodine rešitve so bile vedno zanimive. Recimo strgalo za led v vratih, pa svetilka v prtljažniku, predal za dežnik v vratih, zaščita vrat pri parkiranju. Ja, se splača odšteči kakšen evro več, da dobite zraven vse to. Ja. Znotraj je dejansko največ prostora v razredu. Sploh za glavo so se še posebej pohvalili s tem. Jaz s svojimi 177 cm čisto normalno sedim tudi zadaj. Da bi tako ostali tudi pri različici s panoramsko streho, so uporabljali rolo, ki se odpira naprej. 26 litrov je raznih prostorčkov za odlaganje, kar je super. Tukaj se tudi telefon polni brezžično, pa 2 USB-C priključka sta še. Se vidi, da je Kamiq zelo moderen avto. Tudi sisteme za pomoč voznikom, recimo ohranjanje voznega pasu, pa radarski tempomat, zaviranje v sili. Čehi so mi povedali tudi, da njihovi vozniki vedno želijo velik prtljažnik. Valjda, če boste to kramo skozi sabo vozijo. Spet je zaradi malo večjih mer od konkurence tukaj velik zelo uporabnih 400 litrov in je lepo oglato oblikovan, da boste vanj nalagali opeke. 3 motorji bodo v ponudbi, litrski in 1,5 litrska bencinska TSI-ja, zraven pa še 1,6 litrski TDI. Moč od 70 do 110 kW, kar je od 95 do 150 konjev, menjalniki pa 5 in 6 stopenjski ročni, pa 7 stopenjski DSG. Pri nas bo konec oktobra, cena vstopnega Kamiqa pa bo okoli 15 000 evrov. Ja, kako samozavestni so postali Čehi, se vidi pa potemle. Zadaj nima več znaka unga okroglega, ampak velik napis Škoda.